Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 1. junij 2026, moje ime je Mihe Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Razprava o načrtovanih sežigalnicah v Mariboru in Ljubljani postaja eno bolj vročih okoljskih vprašanj. V Mariboru nova urbana galerija, ki je nastala na festivalu grafitov. Bili smo na atletskem bitiku na Ptuju. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Ali Slovenija potrebuje lastne sežigalnice odpadkov, ali pa bi morali več narediti za to, da bi se količine odpadkov začele zmanjševati? Kot se je pokazalo na okrogli mizi Odpadki, energija in zrak, ki so jo v Kinu Šiška organizirale občina Maribor, Ljubljana in Celje, to vprašanje vse bolj razdvaja politiko, stroko in javnost. Za poseben prispevek pa je Večerova ekipa obiskala Toplarno Celje, kjer edina slovenska sežigalnica obratuje že od leta 2010. V njej letno termično obdelajo do 40.000 ton odpadkov, iz katerih zagotovijo kar 2/3 toplote za sistem daljinskega ogrevanja. O temi sežigalnic danes v Večeru Igor Selan, ki ga gostimo tudi v našem studiu. Zdravo, Igor. Ja, lepo zdravo. Igor, v Celju imajo sežigalnico že od leta 2010, v Ljubljani in Mariboru pa se o tem še vedno burno razpravlja. Kakšna je torej trenutna slovenska realnost z odpadki, ki jih očitno celo izvažamo in zato plačujemo? Ja, točno takšna. Trenutno namreč več kot 200.000 ton odpadkov letno izvozimo in zanje vse dražje plačujemo, s tem pa se seveda dvigujejo tudi položnice gospodinjstev. Pišeš, da se Celjani ogrevajo najceneje v državi. Kako točno so tamkajšnjo sežigalnico uredili, kako se recimo pozna vse skupaj na njihovih položnicah in kakšni so njeni izpusti v praksi? Trenutno je cena ogrevanja v Celju za približno četrtino nižja kot v Mariboru, kar je predvsem posledica tega, da kot gorivo uporabljajo lastne odpadke, takšne, ki jih seveda ni več mogoče reciklirati. Kar pa se izpustov tiče, ti so pod mejnimi vrednostmi. V 16 letih delovanja je samo enkrat za kratek čas prišlo do povišanja, pa še to zdaj že davnega leta 2011. Ti izpusti, nasprotnike najbolj skrbijo, torej skrbi jih vpliv na zdravje in zrak. Kaj po več kot desetletju obratovanja celjske sežigalnice o zdravju občanov pravijo pri uradni ustanovi, torej na NIJZ-ju? NIJZ je sicer pri interpretaciji previden, pravi namreč, da je takšne vplive zelo težko zanesljivo dokazati, saj primanjkuje podatkov o tem, kolikšen delež onesnaženosti zraka v mestu dejansko povzroča samo sežigalnica. Sicer pa vsi drugi podatki, ki jih imajo, kažejo na to, da zdravstvena slika Celjanov praktično v nobenem pogledu ne odstopa od slovenskega povprečja. Imamo torej nasprotnike in pa zagovornike novih sežigalnic. Kateri so pa njihovi najmočnejši argumenti za gradnjo takšnih objektov v Ljubljani in v Mariboru? Na eni strani samoskrbnost, zdaj smo namreč odvisni od cen tujih prevzemnikov, nižje in bolj predvidljive cene daljinskega ogrevanja ter boljši zrak zaradi ukinjanja individualnih kurišč. Imamo še dva segmenta, ki jo moramo omeniti. Zdravniki in okoljevarstveniki recimo so prav tako zelo kritični do tega, da bi se gradile nove sežigalnice. Kaj so njihova glavna opozorila in zakaj takšnim objektom ostro nasprotujejo? Ja, nasprotniki opozarjajo predvsem na tveganja za zdravje in kakovost zraka, saj menijo, da tudi najsodobnejše naprave povzročajo dodatne izpuste škodljivih snovi, za katere po njihovem mnenju ni povsem varnih mej. Hkrati svarijo, da bi velike in drage sežigalnice lahko za desetletje utrdile odvisnost od sežiga odpadkov ter zmanjšale motivacijo za preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje. Da se dotaknemo še najbolj lokalne oziroma mariborske teme, mariborskega vprašanja. Pred dobrim mesecem si v našem studiu soočil 4 sogovornike, 2 podpornika gradnje sežigalnice v Mariboru in 2 nasprotnika. Kasneje smo izvedeli, oziroma skoraj istočasno, da v Mariboru ne bo referenduma, vsaj zaenkrat ne, o gradnji sežigalnice v Mariboru. Kje zadeve stojijo en mesec kasneje? Neke velike razlike ni. Na Ministrstvu za okolje peljejo postopke izdaje koncesije naprej, ampak ta postopek bo trajal še vsaj do konca letošnjega leta, tako da nekih hitrih sprememb na tem področju ne bo, vsaj ne pred lokalnimi volitvami, recimo novembra. Torej bo to izziv za
potencialnega novega ali pa zdajšnjega župana v novem mandatu. Hvala, Igor, za tokrat. Seveda, bralke in bralci vabljeni, da si podrobnosti o okroglih mizah in seveda reportažo oziroma zgodbo o toplarni Celje preberete na večer.com in v tiskanem Večeru. Minuli konec tedna je bil Maribor prizorišče dvodnevnega festivala grafitov. Mestna občina Maribor je s tem prisluhnila eni od pobud zadnjega cikla participativnega proračuna, festival pa je izvedel Mladinski kulturni center Maribor. Ulični umetnosti želimo dati prostor in možnost, da se predstavi širšemu občinstvu. Dogodki, kot je festival grafitov Maribor, so namreč eden od načinov, da se grafitiranje še bolj uveljavi kot umetnost in ni razumljeno zgolj kot vandalizem, je v imenu MKC Maribor poudarila Doris Špurej. Grafitari, med katerimi so bili znana slovenska in tuja imena, so prvi festivalski dan združili moči in sivi podvoz pod železniško postajo Sokolska preobrazili v urbano galerijo na prostem. Rondo Streliška Lackova pa je bil prizorišče drugega dela festivala, delavnice, na kateri so se v grafitiranju lahko preizkusili tudi popolni začetniki. Prvič doma z resno konkurenco, toda Kristjan Čeh je na mednarodnem atletskem mitingu in 6. memorialu Roberta Preloga na Ptuju vseeno prepričljivo zmagal. Sta se pa oba z Avstrijcem Lukasom Weishandingerjem mučila in imela le po en veljaven met, rezultata nista bila nič posebnega. Podvinčan je v četrti seriji vrgel disk 65,25 metra, Dunajčan 59,38 metra. Pred domačimi gledalci je v kraljevski disciplini atletike sprintu na 100 metrov z odličnim osebnim rekordom 10:18 navdušil Anej Čurin Prapotnik. S tem rezultatom je le še za 500 zaostal za najboljšim slovenskim izidom na 100 metrov Matica Osovnikarja iz leta 2007. Med več kot 300 atleti iz 17 držav je bilo na tekmovanju nivoja Challenger pod okriljem Evropske zveze doseženih 5 rekordov mitinga, vsak je bil vreden 500 evrov, kar je bil znaten znesek zmagi, ki je prinesla tisočaka. To je bil Večer zjutraj 1. junija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.